Danes sva se odločila, da gremo na Travno goro. Zdaj najprej vzamemo palce, da bo malo lažje hoditi. In palce dava v avto. Zdaj se odpeljeva z avtkom do Travne gore. Danes grem tako drugič. Lep sončen dan. Gremo do Travne gore. Šmarna gora je pa blizu Ljubljane. Pogajte, kje sva, napišite v komentar, če poznate ta kraj. Vam lahko pa samo toliko namignem, da je nekje na Dolenjskem blizu Ribnice, ampak ne povem v katero stran. Brez kompromisov, tako enostavno in lahko. Vabljen Štajerski avtodom Maribor. A veste, da lahko v optiki Pirc pri nakupu sončnih očal izbirate med 8 nivoji kakovosti? 8 nivojev? Jaz sem mislila, da za očala obstaja le 3. Frej! Italy. France. Zdaj v tem križišču bo šla pa prvi izvoz v Nova Štifta. Na tabli. Prvi izvoz. To je zgrajen nov krožni rondo. Lahko bi bila Nova Štifta. Ja, verjetno, da gredo te Francozi isto na Novo Štifto oziroma Travno goro. Najprej se v bistvu gre do Nove Štifte, to je Cerkovca, in iz Cerkovce potem gremo hoje slabo uro, 50 minut, in pridemo do Travne gore, Travna gora. To je tudi krožni, tukaj pazite, da ga ne boste falili, ker ga noben domačin ne upošteva, razen midva. Ja, pa mimo konec kraja Lipošca, Val Klančka, v tem križišču treba zaviti desno. Zdaj bo Klanček do Nove Štifte. Tle bo malo vijugasta pot, polna ovinkov, ampak za kolesarski vzpon in pa pol spust je enkratna. Sem že enkrat bil in je bilo res zelo cool. Sploh poleti. Prijetle ima bolj vroče, da te fajn pohladi. Tako da, kot vidite, tega kolesarja bo kar prehitela. Vidite, pa imaš pa tako kolesarja na sred ceste in imaš z njim težavo, ker ga ne moreš prehiteti v ovinko. Ampak on se ti tudi ne bo umaknil, bil na cesti.
morate ful paziti. Evo še en ovinek, dva in sva na cilju. Še zadnji ovinek. Tle gora bom pokazal tudi ful lep razgled dol iz Nove Štifte. Tukaj prije tudi žegnanje motoristov imajo. In konjev. In konjev, ja. Mislim, da pa tle ni več zdaj stalnega župnika, že 2 leti ali 1 leto, prej je pa bil. No evo, in prispela sva v Novo Štifto. No. Na Novo Štifto. Ja, evo, zdaj bo prišla tukaj na levo je Cerkvica, na desno bo, na levo je Cerkvica, ja. To bo naslednjič pokazal. Prispela sva na cilj, kraj Nova Štifta. Na tem placu sva parkirala avto. Tle se še vidi dol v dolino. Še ena steza, po mojem, da je tukaj dol. Ja, vendar je zaraščena. Ja, tukaj dol tak razgled, se vidi v dolino. Drugače pa zdaj pa gremo hoditi. Na Novo Štifto. Zdaj še vidite, kakšen lep razgled, kakšen sončen dan. Evo. Tle vidimo je padel še nekdo, ki je nosil rdečo zvezdo in znani partizan. Tukaj sem zdaj prej tudi obletnica vsako leto. Ja. No, tle vidite to tablo, Planinski dom na Travni gori. Od tukaj po tej cesti samo nadaljujemo cca 50 minut in pridemo. Tle so še postavili, ja, vidimo, Travna gora 50 minut, Kamen Grič je potem še 45 minut več. Danes bova šla samo na Travno goro, pol naslednjič bova šla pa tudi Kamen Grič in bom tudi to pol dal vlog. Drugače na Kamen Grič lahko pa prejš tudi iz Loškega potoka, ampak ja, več o tem naslednjič. Poglej, zaspanca. Ste se že prebudila zimskega spanca? No, prišli smo do enega razpotja. V tem križišču je pomembno, da samo sledimo tej poti, po katerem že gremo. Torej gremo na desno, kot le piše Travna gora, Planinski dom na Travni gori. Torej nadaljujemo tukaj gor približno še 30 minut in pridemo do cilja. Evo, po 50 minutah hoje sva prišla, zdaj je zadnje 5 minut po tej ravnini tukaj. Zdaj sva pa prispela do table Travna gora. Tukaj se pa zdaj začnejo te znameniti vikendi. Ja, zdaj pa po ravnini teh vikendov, potem pa navzdol. Sicer je pa danes tle zelo lepo vreme. Malo piha, kar je tudi fajn, da te malo pohladi. Zdaj, ko smo se segreli, ko smo prišli
ko smo hodili po tem klancu navzgor. Tako da ja, zdaj smo na vrhu. Evo, zdaj so prišla do prvih vikendov. Tukaj vidite, vsako leto je kakšen vikend več. Kakšen direktor stal kakšen vikend več. So pa zelo prikupne, novogradne hiške. Tle jih tudi nekateri kar živijo tle. Čez zimo je sicer malo težji, ker pade sneg, ampak na splošno je tako malo odmaknen kraj in je prijetno za bivati. Evo, zdaj smo prišli od tega razpotja. Tle na desno gremo do vikendov, še na en manjši krog ogled vikendov. Potem prijemo nazaj, gre pa še nekaj popiti na planinski dom na Travni gori. Evo ti tukaj lahko tudi vidite. To je ta dom, zdaj ga je prevzel nek nov skrbnik. Tako da, ja. Čebelarstvo. Prodaja čebeljih pridelkov. Kdo tle očitno še doma čmet prodaja. Čebelarstvo Zalar. Tukaj je pa lovska koča, lovsko društvo. Kot vidite, tle če rabite za najem, za kakšne praznovanja, rojstnodnevne zabave. Skratka, se da zmeniti z lovsko kočo za najem prostorov. Speli. Tukaj dol pred nami se je pa prikazal planinski dom na Travni gori.
Odprt je od petka do nedelje, danes je verjetno odprt, potem da je praznik. Greva dol nekaj midva spit, še nekaj dol posnameva, potem sem pa spet javljala, ko se odpravljala nazaj od tukaj. Tukaj na desni strani so pa te hiške, malo bolj kakor neko resorte, ne vem, kako bi se izrazil. Imamo pa noter v bistvu kuhno, pa prenočišča. Zdaj smo prišla na vrh Travne gore, tukaj dol se eni froci igrajo, idejo smo tle na teh žogah. Tam gor je še ena žoga. Tle so pa pol placi, kjer bojo zgradili še dodatne resorte. In pa tam je tudi še en plac, kjer se bo resort. Predvidevam, da jih bojo še vse tle dol vse zgradili. Je bilo pa tle včasih plac za smučanje. Majhno smučišče je bilo. Evo, zdaj sva se vračala nazaj s koče. Še en spomenik padlim partizanom. Večna slava in spomin padlim za svobodo. Z veliko 5-letno borbo ste nam postavili temelj bodočnosti, tudi žrtve tej darovale so življenja. Evo ti. In tukaj je še ena kapelca. Zdaj greva pa po tej poti na... Zdaj za navzdol so se odločila, da grejo po malo bolj strmi in po krajši potki. Tako da ne grejo po cesti, je pa tukaj, kot vidite, dosti bolj kamnica, pa je potrebno malo bolj paziti, da ne pademo. Vendar je pa kakšen meter ali dva krajše, če greš vse okoli po cesti, po kateri vozi avto. Je pa tista cesta bolj ravna in ni tako velik klanec.